Spoštovani gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni. Krški plavalni klub Celulozar v letošnjem letu praznuje 60-letnico obstoja. Leta 1955 so namreč slovesno odprli ogrevani olimpijski bazen ob nekdanji tovarni celuloze in papirja. No, istega leta pa so ustanovili tudi plavalni klub Celuloza. Danes se bomo zato posvetili plavanju v Krškem, njegovi zgodovini, uspehih, delu in prihodnosti. Z mano v studiu so Borut Mlakar, predsednik plavalnega kluba Celulozar. Pozdravljeni. Boštjan Bajc, vodja trenerjev pri klubu. Živijo. Jože Jerele, dolgoletni sekretar kluba. Dober dan. Ter župan občine Krško, Miran Stanko. Vsem skupaj en lep pozdrav. Lepo pozdravljen. No, za začetek bi se ozrli 60 oziroma še več kot 60 let nazaj. Vemo, leta 1955 je bilo z izgradnjo bazena in ustanovitvijo plavalnega kluba, torej pomemben mejnik, ampak ni bil tudi začetek zgodbe o plavanju v Krškem. Že predtem je namreč obratovalo kopališče na Savi, ki so ga odprli že pred več kot stoletjem. Ja, res je, pozdravljeni. Kopališče na Savi je bilo postavljeno na severnem mestnem obvodu že pred Prvo svetovno vojno. In bilo je leseno, ter je kmalu postalo eno, bi rekel, pomembnih shajališč mladine odraslih v poletnih mesecih. Tudi te mladci so se večkrat preizkušali v tekmovanju z levega na desni breg in nazaj. In to za tiste čase ni bilo nič nenavadnega, saj so tudi prva tekmovanja v Sloveniji potekale predvsem na rekah in na jezerih. Tako je bilo prvo slovensko prvenstvo leta 1920 na Ljubljanici. Kasneje so tudi sledile tekmovanja na reki Dravi, Krki ter celo v Trbovljah na umetnem rudniškem bazenu. Se pravi, prvi pravi bazen v Sloveniji je bil zgrajen na ljubljanski Koleziji, zatem so sledili bazeni v Radovljici, Mariboru, to je bilo, mislim, leta 30-31, potem bazen v Rimskih Toplicah, Mežici, Murski Soboti in Rogaški Slatini. To kopališče na Savi je svojemu namenu zelo dobro služilo do leta 1954, no kasneje pa je za vse kopalce in ostale postal zelo in precej bolj vabljiv, se pravi videnski bazen, ki je imel ogrevano vodo. No, ta bazen je bil torej zgrajen pred 60 leti oziroma pred 60 leti je bila uradna otvoritev. No, to je tudi omogočalo plavanje na višjem nivoju, ker je bil eden najboljših v takratni Jugoslaviji. Tako je. No, ta zamisel za gradnjo tega športno-rekreacijskega objekta je prišla iz tovarne celuloze in papirja. Pobudnik tega pa je bil znan predvojni krški športnik in organizator telesno-kulturne dejavnosti Tone Lilek. Delavci so se bili takrat pripravljeni odreči celo delu svojega zaslužka in tako so prve lopate za gradnjo tega objekta zasadili, se pravi, v zemljo že jeseni leta 1952. Bazen je bil zgrajen v rekordnem času, tako da so v bistvu že junija 1953 je bil bazen že napolnjen z vodo in so ga lahko obiskovali prvi kopalci. V bistvu je bil to prvi bazen v Jugoslaviji, ki je imel ogrevano vodo, in čeprav je prvi 2 leti stal ta bazen še med njivami, praktično med njivami, teh kopalcev in plavalcev seveda ni manjkalo. Zaradi ogrevane vode je bil že ta bazen v letih 1953-1954 majsko shajališče državne reprezentance v plavanju in tudi v vaterpolu. Tako da je takrat seveda so te treninge obiskovali mladi nadobudniški krški zanesenjaki in na osnovi tega je bil leta 1955 ustanovljen plavalni klub Celuloza Krško. Prvo predsedniško funkcijo so zaupali gospodu Rajku Liviju, je pa res potem leta 1955 dobil končno podobo in slovesna otvoritev je bila 1. maja 1955 leta.
No, ta športni center pravzaprav ni zajemal samo bazena, bilo je še ostalih športnih površin oziroma tudi ostali infrastrukturni objekti, ki spadajo zraven. Jih je bilo še kar nekaj, pravzaprav kar velik kompleks. Ja. No, ta objekt je bil narejen po načrtih inženirja Stanka Blovtka in je bil v tistem času uvrščen med največje in najlepše objekte v tedanji državi. Bazenski kompleks je zavzemal veliko površino in je bil v bistvu, tako kot ste omenila, razdeljen na dva dela. Prvi je bil, se pravi, tekmovalni plavalni del, kopalni, kjer je bil poleg velikega bazena še majhen otroški bazen, potem so bili to seveda vse garderobe z prhami, zgradba, sanitarijami, potem je bil manjši gostinski objekt s plesiščem. Na drugem delu pa so bila, se še spominjam, igrišča za odbojko, za rokomet in tudi, mislim, so bili 2 stezi za balinanje. Prvotno je v bistvu bil načrtovan manjši bazen, vendar je inženir Blovdek dosegel, da so zgradili olimpijski bazen, čeprav v bistvu tega naziva ni zaslužil, saj je bilo korito bazena na enem delu preplitvo in tudi korito je bilo preozko, tako da v bistvu je ta bazen imel 7 prog. Kasneje so dogradili, ko so dogradili štartne kamne, so iz tega naredili 8 prog, vendar so bile proge malo sicer preozke za pravi olimpijski bazen. Vendar, kakorkoli že, z gotovostjo lahko zatrdimo, da je ta objekt se pravi, za tiste čase bil izrednega pomena in je v primerjavi z ostalimi slovenskimi klubi plavalnimi nudil izredno dobre pogoje za plavalni šport. Seveda pa kasneje z izgradnjo prvih pokritih bazenov v Sloveniji je pač bila ta prednost nekako izničena. Pravzaprav je bil prav bazen tisti, ki je tudi spodbudil nastanek plavalnega kluba, če se ne motim, na pobudo delavcev tovarjene papirja in celuloze. Se pravi, plavalni klub Celuloza je bil ustanovljen leta 1955 in v bistvu srečno ključe je bilo, da je takrat s svojim možem Milanom, ki je bil inženir kemije, prišla v Krško tudi gospa Lenčka Junc z dekliškim priimkom Modic, ki je bila vrhunska plavalka in ona je tista, ki je bila v bistvu začetnica trenerskega dela v Krškem in je, se pravi, v tem športu orala ledino. Krško plavanje v prvi sezoni še ni doseglo nekih pomembnejših rezultatov, toda že v naslednjem letu 1956 so sodelovali v članski ligi in so presenetljivo osvojili celo prvo mesto. Čeprav so bili v klubu, prevladali so učenci zadnjih razredov osnovne šole, vendar so kljub temu zmagali. Pionirji so tudi priplavali klubu naslov ekipnih prvakov in tudi proslavili so vrsto uspehov v posamičnih konkurencah. Torej, uspehi so se v klubu pokazali že kmalu po ustanovitvi kluba. Katerih disciplin so se lotili? V čem vse so tekmovali, kaj so trenirali? Ja, načeloma se v plavanju ves čas ukvarjamo z vsemi plavalnimi tehnikami. To je od vsega začetka že značilno in niso vsi, bom rekel, plavalci dobri v vseh disciplinah, tako da potem skozi vadbo se izlušči disciplina oziroma tehnika, ki nekomu bolj ustreza. Tako da gojijo se vse plavalne tehnike in potem se izbere plavalcu primerna tehnika za pač tekmovalno pot. Ampak za laike, tiste, ki ne poznamo mogoče teh disciplin, v čem vse se plavalci, kaj vse lahko trenirajo plavalci? Zdaj govorimo o športnem delu naših programov. Seveda, poznamo 4 plavalne tehnike, prsno, kravl, hrbtno in delfin. In mi gojimo vse to. Ampak ne le to, že prej ste omenili tudi vaterpolo, ki se je pojavljal oziroma se mogoče še vedno pojavlja v Krškem? To bo Borut najbolj vedel povedati, ker je igral vaterpolo. Seveda, na vaterpolo me vežejo prav lepi spomini. Sicer sem bil v tisti generaciji, ki je pač to igro
lepo igro obudila po dolgih letih premora. Za nazaj se ne spominjam prav dobro, vendar mi smo potem spet pod vodstvom nekdanjih igralcev Danila Ganca in Mirka Kužnika smo se zbrali, mislim, leta 1981 in smo sodelovali v slovenski ligi in smo že v prvi sezoni nekako osvojili drugo mesto. Se pravi, vaterpolo je bil zmeraj, bi rekel, šport, krški šport. Je pa res, da v bistvu zaradi nekaterih razlogov nekako ni zaživelo. Se pravi, tisti, ki so plavali, nekako se niso imeli časa ukvarjati še z vaterpolom, oziroma je bilo to celo malo moteče. Je pa res, da tudi v Krškem je bilo par igralcev, ki so zelo uspešno zastopali takrat barve domačega kluba, še posebno v začetnih letih. Imamo celo nekaj igralcev, ki so z velikim uspehom nastopali v drugih klubih. Mislim, da sta celo dva igralca, ki sta nekaj let svoje kariere preživela v tujini in se pravi tako promovirala tudi krški šport in vaterpolo. Tako da na tem mestu pač lahko rečem, da je tudi krško vaterpolo zaznamovalo veliko sled bi rekel, v 60-letni plavalnega kluba Krško. No, trenutno so pač razmere takšne, da zaradi pač možnosti vadbe ni nobene možnosti, da bi se recimo ta šport trenutno igral. Je pa sigurno, da v Krškem še zmeraj obstajajo mladi fantje, ki bi ta šport, če bi se pokazala priložnost in seveda, če bi se pokazali primerni pogoji za to, da bi se s tem tudi lahko nadaljevalo. No, v teh 60 letih je bilo zagotovo veliko vzponov in padcev v klubu. Bi mogoče izpostavili, kateri so bili največji uspehi, mogoče kateri so bili največji padci, katere so bile tudi tiste težave, s katerimi se je klub soočal v vsem tem času? Bom jaz začel, pa me bo mogoče Jože dopolnil. Kakor ste rekli, krško plavanje ima pač svoje valovanje, ko smo malo bolj uspešni in malo manj uspešni. Ampak skozi celotno zgodovino teh 60 let se pojavljajo plavalci, ki so v vrhu slovenskega, včasih celo jugoslovanskega plavanja. Nekoč smo imeli tudi zelo močne ekipe, včasih so bila tudi malo bolj izpostavljena moštvena tekmovanja, danes je bolj to postalo individualno, razen v najmlajših kategorijah. Se pravi, težko bi zdaj izpostavljal imena, ker jih je zelo veliko in bom zelo hitro koga pozabil. Je pa res, da v bistvu največjo krizo smo imeli v prvih letih po zaprtju bazena pri tovarni Vipap, ko je dejansko nam ena cela generacija prenehala s plavanjem. Je pa res, smo to krizo, ne glede na to, kar uspešno prebrodili in zopet imamo plavalce, ki osvajajo najvišja mesta na državnih tekmovanjih in tudi na mednarodnem nivoju so zelo opazni in uspešni. In ponesejo ime mesta in občine Krško tudi po Sloveniji. Gospod Stanko, kako bi vi ocenili pomen plavalnega kluba, pomen plavanja, pomen ukvarjanja s športom za občino Krško? Tako kot ste že rekla, tudi v samem plavalnem športu v krški občini je prihajalo do vzponov in padcev. Tako da je imelo plavanje v nekem obdobju izjemno velik pomen, ne samo v smislu rezultatov, pač pa tudi v smislu osveščanja ljudi, potem družbenega in družabnega življenja v tem okolju in tako naprej. Potem je to, mogoče se to težišče preselilo kam drugam, pa se je zopet vrnilo na plavanje in tako v nekih oscilacijah se pravi, plavanje prihaja in odhaja. Kakšen pomen ima za občino? Vsekakor dobri rezultati prenašajo ime ali pa širijo ime o Krškemu širim
pač tam, kjer se plavanje izvaja, to je tako po Sloveniji, kot tudi širše. To je eno, drugo pa je seveda plavanje zdrav šport, kajti razvija pravzaprav vse gibalne sposobnosti posameznika, ki se s tem ukvarja in ga verjetno zaznamuje za celo življenje. Tako da je sigurno plavanje eno od tistih športov, ki so zelo koristni tudi za kasnejša leta. S plavanjem se pravzaprav človek lahko ukvarja tudi v pozni starosti, kar je nič koliko ljudi, ki to dokazujejo in na ta način ohranjajo svojo kondicijo. Torej, plavanje v občini Krško je prav gotovo zelo globoko zaznamovalo dogajanje v preteklosti, jaz upam, da tudi v prihodnosti. Vmes ste mi dali eno dobro iztočnico glede zdravja, glede primernosti plavanja. Po vaših izkušnjah, kdo se odloča za plavanje? Ali je to zahtevno oziroma za koga je primerno, mogoče za koga ni primerno? No, plavanje je aktivnost, ki dejansko je osnovna življenjska potreba, bom rekel, ne. Če ne znaš plavati, se hitro znajdeš v težavah. Kot je že župan povedal, krepiš celotno telo, pri tem ne obremenjuješ sklepe, kar pomeni, da je izredno primerno tudi za starejše ljudi. Krepiš srce, izboljša se telesna drža in konec koncev je plavanje tudi odlično terapevtsko sredstvo pri raznih poškodbah ali pa tudi drugih težavah. Odlično odganja stres, recimo. Torej, plavanje za rekreacijo, za zdravje in tudi športno plavanje. Krško športno plavanje pa kdo ga danes kroji? Kdo so tisti, ki so športniki, trenerji, kdo so v vrhu tega športa v Krškem danes? No, trenutno imamo eno, bom rekel, kar uspešno generacijo plavalcev, ki so uspešni, kot sem rekel, tako na slovenskem kot tudi mednarodnem področju. Če jih samo na hitro naštejem, to so recimo v zadnjih letih so medalje na državnih prvenstvih osvajali recimo Nika Bizjak, recimo je v zadnjem času najbolj izpostavljeno ime. Zdaj se pojavlja njen brat Tim, ki je tudi v letošnjem letu, mislim, da osvojil 11 naslovov državnega prvaka v mlajši kategoriji. Potem so tu Jambriško Lara, Maruša Žana, Dostar Andraž, Grilc Špela, Zoreč Karmen, Mijoković Tilen, Poljšak Benjamin, Žič Karjan, Ameti Haris, Jaka Kramašič. Recimo, to so vse plavalci, ki so osvajali v zadnjih 5 letih medalje na državnih prvenstvih. Tudi v štafetnem plavanju smo osvojili kar nekaj medalj, kar pomeni, da smo tudi, bom rekel, kot ekipa delujemo dobro. Čeprav se pravim, to so uspehi na tekmovalnem področju. Za mene je tudi uspeh, recimo, da smo v zadnjih 5 letih naučili 400 malčkov plavati, recimo, ne. Potem zame je tudi uspeh, da je vsako leto močnejša naša veteransko-rekreativna sekcija. Tako da ni samo tekmovalni šport tisti, s katerim se lahko, ne vem, dičimo, ampak je tudi še kaj drugega, ne. Imena, ki ste jih prej omenili, tekmovalci, zdi se mi, da gre predvsem za mlajše generacije pri tekmovalcih. Ali se mogoče motim? Seveda. Naši plavalci slej ko prej grejo nekam študirati, tako da takrat ali prenehajo svojo aktivno potjo ali pa prestopijo v klub, kjer pač študirajo. Tudi srednješolci že menjajo sredine, tako da dejansko je to, kar se tekmovalnega plavanja, šport otrok in mladine in tako, glede na to, da je Krško pač kraj toliko veliki in s tolikimi možnostmi za šolanje, je to normalen proces, nič takega. Kako je potem s članskimi vrstami? No, plavanje je specifičen šport, ker dekleta že pri 16 letih postanejo članice, tako da imamo nekaj članic, ne, ki so v bistvu še srednješolke. Pri fantih je to normalno, ker je do 18. leta so pač v mladinskih in mlajših kategorijah. Potem pa dejansko odhajajo na študij in s tem v bistvu je večinoma pot v našem klubu za njih končana, čeprav smo imeli zelo uspešnega plavalca Jako Kramašiča, ki je vztrajal še leta študija in tekmoval za nas.
No, po članskih vrstah se seveda lahko včlanijo verjetno tudi v veteranske. Seveda. Vabim vse ljubitelje plavanja, da se nam pridružijo. Mi imamo, naši veterani imajo možnost vadbe tudi v večernih urah skozi celotno leto. Če pa kdo slučajno še ne zna plavati, pa imate tudi šolo plavanja, pa predvidevam, da je tudi to namenjeno predvsem najmlajšim. Seveda, to je, v bistvu izvajamo plavalno šolo zadnja leta samo za malčke, ker enostavno nimamo terminov, v katerih bi lahko tudi odrasli to počeli. Čeprav smo imeli interes, imamo interes, ampak žal enostavno ne pridemo skozi časovno. Kako pa pravzaprav poteka vaše delo? Treningi, potem šola, kako se vse to kombinira, kje trenirate, kako trenirate, kdaj trenirate, kako strogi ste pri svojih treningih? Ja, zelo. Ja, kar se tiče samih treningov, kot pri vsakem športu je treba zelo dobra samokontrola in zelo dobra organiziranost. Glede na to, da vadba poteka v popoldanskem času, pri mlajših še niti ni tako problematično, pač se ukvarjajo 2-krat, 3-krat na teden, to se že najde čas. Potem, ko pa tisti, ki se vključijo v našo športno šolo, morajo pa zelo veliko časa temu nameniti, ker plavanje je pač šport, ki zahteva veliko vadbe, veliko treninga, če želiš biti uspešen, in to potem pomeni treninge tudi 9 do 10-krat na teden, se pravi, trenirajo tudi zjutraj. Po šoli imajo mogoče 2-3 ure za šolske obveznosti, potem imamo zopet popoldanske ali večerne treninge. Glede na to, da trenutno pač smo v situaciji, kakršni smo, izvajamo tudi precej vikend priprav ali pa kakih daljših priprav izven domačih krajev. Tako da v bistvu gre za kar veliko, bom rekel, odrekanje po eni strani, recimo med šolskimi počitnicami mi ponavadi se odpeljamo nekam v normalne bazene trenirati, predvsem v jesenskem, zimskem in spomladanskem času. Je pa res, da pa v času, ko obratuje bazen v Brestanici, so pogoji za vadbo tam odlični. No, tudi tukaj je bila dobra iztočnica. Kakšni so pravzaprav pogoji za delo kluba? Omenili ste, da bazen, o katerem smo prej govorili, trenutno ga ni. Zdaj kombinirate? Ja, zdaj v bistvu naši nadaljevalni programi, se pravi nadaljevalna šola plavanja, vadijo v osnovni šoli Jurij Dalmatin Krško, ki je pač primeren za te najmlajše. Tekmovalni program imamo v osnovni šoli Leskovec, ki je bazen 16,6 metrov dolgi. To je v bistvu 7 do 8 mesecev smo v teh dveh bazenih. Ostale mesece pa, zdaj septembra recimo se vozimo v Terme Čatež, potem z majem ravno tako, se pravi junij, julij je pa potem Brestanica. Oziroma letos celo do 9. avgusta, ko se je končala tekmovalna sezona. Bazen pri Celulozi se je dokončno zaprl leta 2006, to je 9 let nazaj, od takrat naprej je to nekakšna vroča tema tukaj v Krškem. Mogoče, gospod župan, kakšni so načrti glede bazena, kakšne so, mogoče tudi, če so že kakšni terminski plani? No, tako kot ste omenila, je zaprtjem bazena to postala neka vroča tema. Dejansko je bilo razprav o tem, kje bi pravzaprav umestili ta bazen več. V principu sta pa ostali nekje dve osnovni varianti. Ena varianta je na stari lokaciji, kjer je pravzaprav stal star bazen, in pa druga varianta v športno-rekreacijskem centru okrog stadiona Matija Gubec. Pri vsaki od teh je bilo nekaj težav z samo umestitvijo, ampak na koncu je občinski svet sprejel obe varianti kot možni varianti, s tem, da je ena, torej pri stadionu Matija Gubca, veliko bolj verjetna, še posebej od tedaj, ko je bil strani vodarjev nekako, je bila prižgana zelena luč in je praktično omogočeno, da se lahko na tistem območju gradi tak bazen. Namreč težava je pravzaprav dvig Save zaradi poplav in pa zaradi gradnje elektrarne v Brežicah. No, sedaj, oziroma ko je bilo to pač sprejeto, je nekje, bi rekel, prostorsko zadeva umeščena. Seveda pa ostaja problem v denarju. Nekako v Krški občini smo
naredili napako ali pa tudi ne s tem, da smo tako korenito obnovili bazen v Brestanici. Namreč ta bazen je bil pred nekaj leti v celoti obnovljen, kar pa zapravo postavlja neko težavo, namreč težko si v občini privoščimo kar 4 bazene, torej 2 v osnovnih šolah, ki roko na srce nista najbolj primerna recimo za tekmovalno, za trening, za tekmovanja, za rekreacijo, mogoče za kaj več, pa že ne. Tako da tukaj treba priznati, da ima plavalni klub res težave. Bazen v Brestanici je sicer lep, primeren za plavanje, ampak žal samo preko poletnih mesecev, kasneje pa ne. Tam imamo velike težave s toplo vodo, ogrevanje je zelo drago, tako da dejansko pa bi morali nekako sprejeti odločitev, ali in kaj narediti z bazenom v Brestanici, da si potem odpremo vrata za gradnjo bazena, torej centralnega komunalnega bazena, recimo tako v Krškem ob stadionu Matije Gubca. To nam je cilj, želja. Natančnega načrta še nimam, ampak jaz upam, da v naslednjih 4-5 letih bi ta bazen le moral postati realnost. Mogoče kakšni stroški so bili že izračunani za izgradnjo tega novega bazena, okvirno? Ja, seveda so bili, gre za investicijo reda velikosti nekaj čez 5 milijonov evrov. Gre za 25-metrski bazen. Moram reči, da tukaj smo naleteli na kooperativnost tako plavalcev kot starih veteranov plavalcev in vseh ostalih strokovnjakov, ki so se ukvarjali s tem. Namreč organizirali pa ustanovili smo skupino strokovnjakov, ki so si šli ogledati podobne bazene v tujino, ugotavljali so, kakšni so tudi stroški obratovanja takih bazenov in tako naprej. In nekje je bila potem sprejeta odločitev, da bi lahko bil primeren bazen 25-30 metrov, to pomeni, da bi bila polovična dolžina olimpijskega bazena s polno širino. Tako da bi tak bazen bi nudil seveda bistveno boljše pogoje tako za športnike kot rekreativce. In to je, vendar je bolj kot strošek izgradnje vprašljiv strošek vzdrževanja tega objekta. Namreč izkušnje z bazenom v Brestanici so pokazale, da je tak strošek lahko kar visok, da ni dovolj, da imaš samo neki izvor tople vode, ampak da je pomembno tudi vse drugo, se pravi od vseh naprav, ki, se pravi strojnega dela, ne nazadnje tudi kadrov oziroma ljudi, ki morajo delovati ob takem bazenu. Tukaj gre za kopališke mojstre, potem reševalce, čistilke in ves ostali kader, ki tak bazen vzdržuje. To bi praktično pomenilo, da bi mogli na letni ravni nekje okrog 500 tisoč evrov imeti samo za ta namen. To pa predstavlja za občinski proračun kar velik strošek. Zato je potrebno pred dokončno odločitvijo, pred začetkom gradnje takega objekta res temeljito razmisliti, kako naj bi tak objekt funkcioniral, da bi lahko tudi vsaj te obratovalne stroške pokrival sam iz svojega delovanja. Omenili ste velik strošek, ki ga je predstavljal brestaniški bazen, več kot 2 milijona, če se ne motim, obnova brestaniškega bazena. Kaj pa mora biti nadgradnja brestaniškega bazena? Ja, moja prva misel, ki sem jo videl, torej bazen sam je seveda lep, tako kot so tudi rekli plavalci, je zelo primeren za plavanje, žal pa ima kratek obratovalni čas, se pravi, obratuje nekje od junija do konca avgusta, za vse plavalce oziroma za športne plavalce, kot je bilo rečeno, nekje tam do sredine avgusta. To je seveda premalo. Sam bazen je pa zgrajen kot poletni oziroma letni bazen. Torej vsi objekti, vsa infrastruktura, ki je noter, je pač narejena za poletni bazen. No in kot sem rekel, moja prva misel je bila, da bi bilo pametno tak bazen nadkriti, urediti neko torej dovod tople vode in bi tak bazen lahko obratoval tudi nekaj več mesecev, se pravi, vsaj nekaj 9-10 mesecev. Ampak, ker je tako na velikem področju, bazen je postavljen, pravzaprav bi rekli, da se je po celotni površini razvlekel, ne. Se pravi, vsi od tušev do kabin, vsega je tako na široko dan, da bi praktično rabili ogromen objekt, da bi to vse skupaj pokrili, da praktično to nima smisla v to smer razmišljati. Tako da je bolje, da ostanemo te osnovne ideji, da zgradimo pač nek pokrit bazen, ki je namenski in je napravljen na tak način, kot sicer so taki bazeni narejeni. Pri tem bi rekel sem še to, da bi verjetno en izjemen velik korak naprej dosegli, če bi imeli izvor tople vode, to je lahko recimo nuklearne oziroma če bo kdaj JEK2, bi seveda to bil izjemno dober vir tople vode, potem bi stroške
zelo izdatno zmanjšali in bi se ekonomika takega bazena bistveno izboljšala. Ampak zaenkrat bo očitno potrebno še delovati v takih okvirih, kot so danes. Danes ste že omenili, da se plavalci brestaniški bazen koristite v poletnem času, sicer pa v 2 šolskih bazenih in verjetno se tudi odpeljete kam ven, v kak drug bazen. Ja, otroci trenirajo pač v Leskovcu pa v Juriju Dalmatinu. Ob sobotah, ko imajo drugi počitnice, ali pa zdaj, ko bojo krompirjeve počitnice, bojo šli naši plavalci na priprave in bojo tako izkoristili svoje počitnice, ne. Bi pa še rekel, plavalci so izredno disciplinirani ljudje ali pa otroci. Oni imajo pošlihtano, ko pride iz šole, 2 urci za šolo, mislim, ko je doma, potem 2 urci treninga in 2 uri zopet šolo in ni to potem tak problem, čeprav pogoji so, rekel, zelo zahtevni, ne. Če mogoče primerjavo s trenutno najbolj popularnim športom v Krškem, če bi nogometaši vadili na onem malem nogometnem igrišču z asfaltom, ne, pa potem tekme pa igrali na velikem igrišču, si lahko predstavljate, kakšne težave bi imeli nogometaši, ker ravno to plavalci trenirajo v 17-metrskem bazenu, potem pa v 50-metrskem, ki je 3-krat večji, ne. Ampak se prilagodijo in tako kot je že Boštjan je rekel, kljub temu zelo, bom rekel, nadpovprečno dobre rezultate dosegajo, ne. V zadnjih letih, odkar ni več bazena pri tovarni. No, to, da dosegajo dobre rezultate, je verjetno posledica treningov, posledica trdega dela. Pa seveda treningi, delo prinesejo s sabo tudi stroške. Kako je pravzaprav s stroški plavalnega kluba? Od kod dobivate sredstva? Ali ste zadovoljni s sredstvi, ki jih dobite? Kakšno je stanje, kakšne so želje? No, tu bi omenil, da v bistvu večino sredstev za delovanje kluba pridobimo z lastnimi aktivnostmi. Je pa res, da nam seveda v okviru točkovne razdelitve vsako leto nekaj sredstev primakne tudi občina Krško, ki nam prav tako pokrije tudi stroške vstopnic recimo bazena Čatež v tistih dneh, ko bi rekel trening na bazenu Brestanica zaradi vremenskih razmer ni mogoč. Tudi nam pokrije stroške priprav v času, se pravi v zimskih mesecih, ko razen osnovnošolskih bazenov nimamo kje trenirati. Tako da bi v bistvu bili krivični, če bi rekli, da se v Krškem za plavanje ne nameni nič sredstev, vendar pa, kot ste omenila, mi bi za naše delo vsekakor potrebovali več sredstev, saj se moramo v okviru teh zmožnosti, ki jih imamo, zelo, zelo potruditi, da lahko speljemo naš tekmovalni program vsaj recimo v nekem zadovoljivem obsegu, ki ga pač zahteva stroka, seveda, da se lahko vsaj približno primerljivo lahko spopademo, soočamo z drugimi tekmovalci iz drugih plavalnih klubov. Tako da bi seveda ta pokrit objekt, o katerem smo malo prej govorili, pa ne bi zdaj rekel, zahajal v neke podrobnosti, bi sigurno rešil večino teh težav, ne samo naših, vendar vseh športnih klubov in društev, ki se v Krški občini ukvarjajo z vodnimi športi, in bi tako povečal tudi tako želeno bazo mladih, ki bi se bili pripravljeni z temi športi v svoji pač mladosti ukvarjati. Moramo vedeti, da pač ena zadeva potegne za seboj drugo, ne. Ti, če nimaš primernih pogojev za gonjanje nekega športa, se potem mladi zelo lahko odločijo in grejo recimo v druge športne aktivnosti. Tako, če nimaš, se pravi, pravega objekta, nimaš zadosti baze, če nimaš zadosti baze, ni dosti prilivov, si ne moreš privoščiti dodatnega trenerskega kadra, če ni kvalitetnega, kakovostnega trenerskega kadra, verjetno tudi uspehi ne bodo na želeni ravni
in to je takšna, bi rekel, krožna pot, ki pač ena zadeva sledi logično drugi. Jaz osebno sem mnenja, pa v bistvu ni to moje osebno mnenje, to je mnenje vseh nas, ki se malo spoznamo na to pač športne aktivnosti, še posebej na vodne športe, da tisti bazen, ki je celo po vseh študijah, za katerega je bilo ugotovljeno, da bi v bistvu od, se pravi, začetka šole pa do nekje do konca aprila, maja, ko se gre v zunanje bazene, bi v bistvu omogočal 100% zasedenost teh površin, ne. Res, da bi bil plavalni klub Celulozar verjetno največji uporabnik, vendar tu ne smemo pozabiti tudi na druge klube in društva, ki se z vodnimi športi ukvarjajo. Ne smemo pozabiti na, ne vem, možnosti, ne vem, dodatnih tečajev plavalnega opismenjevanja mladih otrok. Ne smemo pozabiti na starejšo generacijo, na možnost rekreacije, pač starejšim ljudem, ki jim je v tem trenutku, se pravi, onemogočena, saj ko se zapre bresteniški bazen, kakor smo videli konec avgusta, pač te ljudje do začetka naslednje sezone nimajo kje se ukvarjati, bodisi z, ne vem, rekreativnim plavanjem, bodisi z terapevtskimi zadevami. Tako da je sicer res, da je vse povezano s stroški, vendar res pa tudi je, da je treba v nov bazen te eventualne vsebine vgraditi, treba poiskati seveda prave ljudi, ki bodo znali to peljati. In jaz se osebno ne bojim, da bi bil ta ob upoštevanju, seveda, če se da še dobiti kakšen vir ogrevanja dodatni, da ta objekt ne bi bil ekonomsko vzdržen. Je pa res, da normalna izgradnja bazena, jaz jo ne vidim samo kot strošek, ampak tudi neko kakovostno naložbo v infrastrukturo, v športnem pogledu recimo za naše prihodne generacije. Ne smemo pozabiti tudi, da se tudi mi staramo in da bomo verjetno se razen recimo pohodništva in takega športa, z drugimi športi se starejša populacija več ne more ukvarjati. Tako da mislim, da ta bazen bi rešil marsikatero odprto vprašanje, verjetno v športnih društvih in klubih, ki se z vodnimi športi ukvarjajo. In upajmo, da bo tudi do te izgradnje prišlo čim prej. Pravzaprav občina Krško v zadnjih letih precej daje v obnovo športnih objektov. V zadnjih letih, vemo, jih je bilo kar nekaj, pa tudi vsakoletni stroški, tako sredstva namenjena športnikom, športnim klubom in tudi vzdrževanju športnih površin, ki so kar znatni. Ja, to je res. Občini namenjamo kar precejšnja sredstva za obnovo športnih objektov. Res pa je treba tudi reči, da za neposredno delovanje klubov pa le ne gre tako veliko denarja. Tako kot je bilo prej rečeno, imamo točkovni sistem, veliko klubov participira na tem paketu denarja in zato na en posamezen klub ne odpade ravno veliko denarja. Tako poskušamo financirati delovanje klubov tudi skozi posredne načine, naprimer s plačevanjem vstopnic, kot je bilo rečeno, ali pa s plačevanjem dvoran športnih, kjer se izvajajo aktivnosti in tako naprej. Gradimo pa seveda tudi dosti objektov, v Krški imamo cel kup telovadnic, potem nenazadnje zdaj je popularen seveda nogomet, tudi za nogometni klub je bilo kar veliko narejeno za izgradnjo ustrezne infrastrukture, za atletiko in tako naprej in tako naprej. Tega je zelo veliko in to je ravno tisti osnovni problem, ker je masa denarja, ki ga lahko namenimo športu, nekje omejena, lahko rečemo z glavarino, ki je pač nekje fiksna za vse občine po prebivalcu enako. Potreb je pa izjemno veliko in zato se ta denar na nek način razdrobi in ni tako izrazitega trenda recimo za posamezen šport. Je pa res, da plavanje je imelo v Krškem skozi neko tradicijo in je pravzaprav v tistih letih, tam po 50. letu, je predstavljala pravzaprav edini pravi šport, lahko rečem, ki je dajal res izrazite rezultate. Po drugi strani pa tudi je bil tudi
sam bazen, stičišče vseh tistih mladih, ki so tam doživljali marsikaj, ne samo plavali, pač pa so tudi zabavali se in tako naprej. In zato je takrat bazen pomenil bistveno več, kot pomeni danes in je, se pravi, toliko teže najti preboj, da bi recimo se odločili in tak bazen postavili v prvo prioriteto. Ampak prepričan sem, da bo tudi bazen, ki ga resnično že kar 10 let obljubljamo, da bo prišel v to prioriteto in da bo tudi zadovoljeno ne samo za plavalce, ampak tudi vse ostale, ki si želijo take rekreacije. Jaz bi Boruta še dopolnil. Zdaj aktualne težave v plavalnem klubu. Izjemno veliko novih plavalcev in zatečaje plavalne. Ne? In otrok enostavno ne moremo sprejeti ravno zaradi infrastrukture in jih postavimo na čakanje. Ne? Starši so nezadovoljni, otroci se potem premislijo in imamo potem neposredni spad prihodka in posredni, ker potem se ne vključijo v delovanje plavalnega kluba in to je ravno zaradi teh težav, ker pač ni primernega, če bi bil bazen večji, če bi bila boljša infrastruktura, ne, bi lahko to izvajali, bi lažje delovali. Je pa zaznati tudi v zadnjem času, da zdravje je vrednota. In starši vedno bolj tudi spoznavajo, da se otroci premalo gibljajo. In plavanje je tu idealni šport. Ne? In nekateri potem bi po zaključenem začetnem tečaju bi želeli samo rekreativno plavati. Ne? Nekateri se odločijo za tekmovalno in zelo težko potem to usklajujemo, ker enostavno ni prostora. Ne? In zdaj nek večji objekt bi to zagotovo omogočil in tako kot je Borut prej rekel, skoraj za 24 ur bi ga verjetno napolnil. Ne? Tako da bi bile vsebine, skozi bi se nekaj v tem objektu dogajalo. Torej, če se takole za konec zazremo v prihodnost, je velika želja, načrt, nov bazen, pravzaprav športni kompleks. Ja, jaz bi rekel, da je prihodnost plavanja v Krškem je sigurno povezana s pogoji, v katerih klub trenutno deluje in v kateri bo klub pač čez par let deloval. Ne? In jaz povem, da se je brez funkcionalnega pokritega objekta zelo težko iti tale plavalni šport in se bojim, da če v naslednjih letih to ne dorečemo, no, da bo tale naša plavalna baza čedalje manjša, potem pa znajo biti težave. Ne? Mi v bistvu mi moramo spostaviti večjo bazo teh mladih fantov in deklet, ki bi želeli se ukvarjati s tem lepim športom, ki pač, kakor smo že prej ugotovili, zelo blagodejno deluje na telo, tudi zelo dobro vpliva na, bi rekel, izgradnjo otroka kot odgovornega člana te družbe, ki mu nekako spodbudi vse te njegove, bi rekel, delovne navade, odgovornosti. In mi, nažalost, v obstoječih kapacitetah, recimo v teh dveh malih osnovnošolskih bazenah, mi tega ne moremo zagotoviti. Recimo, no letos samo, da povem, še zadnja novica. Seveda, v osnovni šoli Jurij Dalmatin se spet, seveda, trenutno izvaja še ena sanacija in smo bili pač obveščeni, da na bazen ne moremo računati do konca oktobra. To nam zdaj, bi rekel, predstavlja veliko težavo, saj mi teh tečajev, se pravi, mi svoje osnovne dejavnosti trenutno ne moremo izvajati. Mi lahko delamo tekmovalni del z plavalci, ki trenutno hodijo zdaj vaditi in trenirati v bazen v Čatežu. In to se nam je že lani zgodilo. Ne? In tukaj imamo mi v bistvu dva direktna izpada dohodkov, en je direktni, drugi posredni. Se pravi, ne moremo vpisovati novih članov in se bojimo, da bojo te člani, ne vem, prišli v drugo športno zvrst. Po drugi strani, mi, če nimamo, se pravi, objekta, ne moremo tudi za tist mesec dobiti neposrednih prihodkov teh, se pravi, ljudi, ki so v naših skupinah, v selekcijah. Tako da mislim, da je tu osnovna zadeva, se pravi, pokrit funkcionalni objekt in veliko večja baza mladih plavalcev, plavalk. Edino tako se lahko krško plavanje spet čez nekaj let vrne na
po ta stare slave. Jaz bi pa sem še dodal, da s upisom otrok in številom otrok mi imamo nikakršnih težav. Mi imamo vse skupine, kolikor jih lahko v teh prostorskih in časovnih okvirih zajemo, imamo polno zapolnjene. Mi imamo že leta čakalne vrste otrok, ki čakajo, da se lahko začnejo ukvarjati s svadbo. Torej, zanimanja ne manjka. Mogoče še zadnja misel za zaključek oddaje? Ja, ne, mi upamo, da bo pač v prihodnosti, da se bojo pogoji za delovanje našega kluba, pa ne samo zaradi našega kluba, jaz bi želel to tudi poudariti. Prvi bazen tam pri tovarni je bil zgrajen za občane. In tudi danes bazen naj bo za občane. Uporabljali ga bomo pa tudi športniki. Še gospod župan? Ja, jaz bi pravzaprav želel zaključiti optimistično, predvsem v tem smislu, da je treba zdaj v tem trenutku razumeti, da so potrebe velike, ravno to, ko je bilo omenjeno, pač šole se obnavljajo, ta 40-letni ciklus obnove šole je prišel, tako da tukaj gre za ogromna sredstva, ki jih moramo pravzaprav neposredno z občinske blagajne financirati, ampak ob tem ni treba biti, bi rekel, popoln pesimist, ampak bodimo optimisti, poglejmo naprej in jaz sem prepričan, da bo ta bazen, ki je v načrtih, bo tudi realiziran, tako kot sem že dvakrat, trikrat omenil danes v oddaji. Tako, in s to mislijo bomo tudi zaključili naš današnji pogovor. Vsem štirim hvala lepa za obisk v našem studiu in pogovor. Hvala lepa. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.